Evo, poskušal zdaj par stvari povedati o infantilnih seksualnih teorijah. Infantilne seksualne teorije in o seksualnem razsvetljevanju otrok iz 1907 v povezavi z raznimi teorijami zarote. Zdaj veste, da imam tele neke konference, Zoom konference, videokonference, malo live video, ali ko je Facebook, malo pa tam Zoom, kjer se me da tudi potem kaj vprašati. Planiral sem, ker smo zakupili to Zoom varianto, aplikacijo za en mesec, da bi imel 4 telekonference. Prvo smo imeli prejšnji teden, kjer sem skozi moralno razsojanje, teorijo moralnega razsojanja, nakazal, da so ti protesti, kolesarjenje, demonstracije moralno sporni. Da bi bilo treba, če bi bili moralno razsodni, biti bolj umirjeni do te vlade, desno-sredinske vlade, do Janševe vlade. To sem o tem govoril prejšnji teden. Ta teden je torej teorija zarote, v povezavi malce s COVID-19, pa tudi s vsemi ostalimi teorijami zarote, ki jih poznamo, jih bom potem omenil. Drugi teden bi mogoče razkrinkal te moderne umetnike. Moderni umetniki malo takole se afnajo, malo, kako ne rečem, bluzijo, in pa bi rad imel to plačan. Jaz bom pa probal skozi Freuda razložiti, kaj je pa kaj ni umetnost. Potem bi pa mogoče za sklep tega meseca oziroma tega enomesečnega Zoom javljanja četrtič govoril o feminizmu, o ženskah kot prvemu spolu. Ne? Spoštovane ženske, veste, prvi spol, jaz sem knjigo napisal o tem in čez 14 dni bi imeli to konferenco oziroma to vrstno predavanje. Zdaj, zakaj sem se jaz odločil za te teorije zarote? Namreč ta COVID-19 v sebi nosi kopico nekih spodletelih interpretacij okrog vzroka, zakaj se je to pojavilo. Ampak teorijo zarote sem jaz obelodanil v svetovni javnosti, bi lahko rekel, ne? Ampak nažalost sam slovenski javnosti. Svetovne javnosti v smislu, da to, kar sem jaz povedal o teoriji zarote, tega Freud ni povedal na tak način, oziroma gre za nedokončano zgodbo. On je nastavil tam, kako bi se dalo, če bi bilo v tistem njegovem času toliko teh teorij zarot, pa je že bilo. Teorije zarote so bile v srednjem veku, nihče ni znal to poimenovati, pa nihče ni to obravnaval kot psihološki fenomen. Zdaj od Freuda naprej se pa da psihoanalitično razložiti jedro občutka, ki ga lahko strnemo pod to teorijo zarote, terminom. V bistvu bi se morali to drugače imenovati, domneva zarote ali pa mogoče sumničave teorije, sumničavost, ne? Ker mi zdaj nekaj sumimo, malo smo zavedeni, ne vemo, ali prav razmišljamo ali ne. Ta teorija zarote kot izraz ni ta prav izraz. Se je pa pojavil, kaj vem, že kot termin, ne vem točno kdaj, ne? Nekateri omenjajo celo prejšnjo, oziroma ne prejšnjo, 19. stoletje. Zagotovo 20. stoletje, ampak jaz sem bil zbegan, ko sem bil povabljen na oddajo Klepet ob kavi. Tam, ko sem jaz zdaj to videl, kam jaz grem, ne? To mi je bilo groza, to so sami neki zarotniki. Eden od zarotnikov je tudi David Icke, ne? Glavni konspirolog. Sam ni konspirolog, ampak je kar zarotnik. Se pravi, avtor številnih teorij zarote. David Icke, ki je kot natek zadnjih 20 let, to je nek patološki narcis, ne? Bivši nogometaš.
da je tako nategnil vesoljni svet, tudi vesoljno Slovenijo, ne samo, da je gostoval v oddaji Klepet ob kavi, ampak tudi v Studio City, pri Marcelu Štefančiču, v angleščini se pogovarja, mene glava pekla, ko si jaz gledal to farso. Vrli Marcel se tam resno pogovarja s šarlatanom, s pretegnjenim človekom. Jaz sem pa šel na ta Klepet ob kavi, ampak sem se tako pripravil, in vedno se tako pripravil. Zdaj na zadnje teorije zarote Tita sem 30 ur sem jaz to preposlušal, 3 dni po 10 ur sem jaz preposlušal tistega YouTuba od A do Ž, s tem, da sem Tita že 2-5 narcistično popolnoma seciral. In imel vse že v mezincu, zdaj sem pa obudil po 15 letih, zato da bom dokazal, da nima, da teorija zarote povezana s Titom, da je to pravljica. Lari fari. No, ampak jaz sem se osredotočil na Matjaža Obranoviča. Jaz se opravičujem, da moram operirati z imeni, ampak Matjaž Obranovič, to, če se vi greste to pogledati na Klepet ob kavi, to se 3 dni režite skupaj. Če ste mal ščajmani, razbistreni, da veste, zakaj se gre. To kaj tazga slište sam še od tega Jovana Deretiča. Kristus je bio Srbin. Milošević je bio Titov sin. Mira Marković, žena od Miloševića, isto je bila čera od Tita. To so te nebuloze. Saj teh nebuloz imamo tudi v Sloveniji malo morje. No, ampak ta Obranović je eklatanten primer bruhanja teh teorij zarote, to je iz rokava stresa, ko bi rekel keks. No, in jaz sem vse to preštudiral in trčil sem pa tudi potem v tem sklopu študija te oddaje Klepet ob kavi tudi Semirja Osmanagića, to je pa konspirolog, bosanac, piramide, visoko, Bosna. In sem rekel, glej ga šmenta, jaz sem šel pa kar dol, na licu mesta, da jaz vidim, kako ta natek s teorijo zarote poteka. Jaz sem šel dol. Smo imeli delegacijo s kombijem, smo šli dol. Tisti, ki ste bili, morate vedeti, da tam samo brdo je tisto brdo, mislim, več 3-4 brda so razglašena za piramide in potem so sami neke tunele kopali. Neko srednjeveško arhitekturo je bilo zaznati, ampak srednjeveško, ne pa 30 000 let so nezemljani naredili nekaj, to glava peček, mislim, to je za nasmejati, to morate gledati, ampak ne zdaj, ko so korona časi, čeprav Osmanagić vabi zdaj ljudi, pejte noter v tiste tunele, ker se vam bo koronavirus takoj pozdravil, ionizirano, ne vem kaj, sevanje, to je balzam za COVID uničiti. Vsak dan je na YouTubeu, pa ima take nebuloze. No, ko sem jaz pač ta dva spisa o Freudu poskušal aplicirati na razumevanje vseh teorij zarote, ki se potekajo, ki poteka že nekaj časa, vsaj intenzivno desetletje. V tem zadnjem desetletju to ne 5G. 5G je ta zadnja fora, pa COVID-19, da je to umetno ustvarjen virus na Kitajskem ali pa v ZDA, pa so ga potem prenesli na Kitajsko. 5G tehnologija, jaz sem 3-krat poslušal nek 6-urni seminar, ki je ministrstvo Šešarčevo, Rudi Medved to organiziral, jaz sem tista huša pa vse preposlušal parkrat, znanstveniki in šarlatane. Tam je bil en šarlatan, tudi Gregor, ker moram to ime povedati, Gregor Kos, in s tem sem se jaz spopadil na temo 5G tudi v Faktorju. In ta Gregor Kos je decembra svojo stranko vložil 5000 podpisov za to, da bo sesul torej zakon o cepljenju, zato da cepljenje ne bo več obvezno. In svojo stranko je to dosegel, zdaj to cepljenje, 5G, te zarotniki so eni in isti ljudje, tam imaš en Gregor Škerl, ta je tudi, pa so tukaj se nalimajo še druge te teorije zarote, gensko spremenjena
hrana oziroma organizmi, ne? Če že to ti poješ, to boš raka dobil takoj, ker učinkuje na tvoje celice pa na DNK. Ne? To ni da nekaj tam bluzijo, ne? Pa je ta tehnologija HARP, to so pa neke antene, ki so sicer narejene, da bi tam neko ionizirano sevanje iz Aljaske gor proti neki ionosferi, nekaj učinkovale in to so te zarotniki takoj povezali, da je to zdaj pa napad na človeštvo. Veste, da zdaj smo imeli 50 let prejšnjo leto pristanka na Luni, ne, človek ni bil na Luni. Eni in isti ljudje to govorijo, ki so nagnjeni k verovanju v teorijo zarote. VTC, 2-1, kdaj je bilo to? Ne, 2-1, kdo? 2-9 ali kdaj? Porušeno, 2-1 je bilo, ja. Da so to Američani sami porušili, ne? Je to Bushova administracija, nobenih letal ni bilo, pa take nebuloze. Zdaj sem imel vmes že neka svetovanja in nekega fizika, doktorja fizike. Tip je bil tok premaknen, ampak pameten ko sam Satan. In on je računal in mi dokazoval, kako je VTC bil zrušen, ne? Zminiran. Jaz sem psihološko razložil, da je toliko, bi rekel, pokvarjenih ljudi, da bojo svoj VTC zminirali, da to ne dobiš. Ne moš ti toliko ljudi dobiti, da bo 5000 nedolžnih ljudi pobil. Človeška psiha ni tako psihopatsko narejena. Eden bo preko slej izblebetal, ne. Noben izblebetal, avioni so bili, ne, ni bilo, to je neka projekcija, ali pa so bili, ampak to je bilo zminirano, letala se kamuflaža, ne, take neumnosti. Zemlja je votla, pejte tam na eno predavanje, Zoran Železnikar. Zemlja je votla, to se je Hitler, ne, Hitler še živi. Je bila včasih teorija zarote, zdaj je že toliko star, da že verjetno nečeš, ampak on je šel svoje eskadriljo pa z vsemi najvišjimi v votlo zemlje in je imel svojo, bi rekel, povezavo z NLP-cu votla zemlja. Zoran Železnikar, glava peče, pejte to poslušati. Uglajen človek, gostoval tam na enih na nacionalni televiziji o temi, ki je zelo obvladam, ne? Ampak je bil on gost, elektroinženir, ne vem kaj je, ampak to vse premakne noter, v smislu teorije zarote. Torej, ne samo, da Hitler živi tudi Elvis Presley še, ne? Princesa Diana je bila umorjena, načrtno, ne? Projektno, ne? Jo je vlada, pa to so te nebuloze. Zdaj, ko sem jaz to 2018, sem jaz to vse predelal, ampak takrat sem se pa jaz malo pokonzultiral tudi z Mišom Alkalajem, ki ga prepoznavam kot enega razbistrenega človeka in sem imel korespondenco z njim. Vmes sem jaz klical na Arso, pa na Meteorološki inštitut, tam Branko, kaj že, napoveduje vreme. Ki sem ga povezoval na klepet ob kavi, je bil, tematiziral je pa chemtrailse. Chemtrailse je pred 10 leti obelodanil kot teorijo zarote, ravno Mišo Alkalaj. S temi chemtrailsi ni nič. Ne? To je neka kondenzacija, zdaj fiziki bi to znali bolj razložiti, pa gre za nek fizikalni pojav, kjer se kondenzirana pač hlapi vode, ki se segrevajo zaradi velike hitrosti avtomobilov, torej tudi avtomobilov, Formula 1 ima tudi chemtrailse, če je zelo vlažno vreme. In recimo chemtrailsov nad Afriko ni, zato ker je pa tam suh luft je. In kaj, zdaj tam chemtrailsi ne zastrupljajo, a je premalo ljudi, a tam je Sahara, ne, tam je suha klima, za chemtrailse mora biti vlažno, pa mrzlo mora biti, ne, ker naenkrat tam, ko avion zapelje z veliko hitrostjo, ne, se ti luft malo segreva, se kondens bolj, pač pa tudi
kerozinska neka zmes je taka, da je več teh hlapov, ampak ko gre avion v minus 50 stopinj, se kar naenkrat sled začne pušati. Prej bila pa sam, minus 20, da prije nek mrzel val in se iz nič chemtrailsi začnejo prikazovati. In pol te razni zarotniki norijo, ko to vidijo. To pa še en pozname, zdaj bo začel, pa začne, mislim, ker so to snemali. Pa kažejo, evo, tale meteorolog je bil na udaru, potem še tale ena Tanja, kaj pa vem, na Arso, to če greste na video, kaj to delajo, te škerli pa te z njo. To kdaj ne nalinčajo, ker ona je Arso, vi to delate. Žled je posledica, koliko je njih, 8 let nazaj, kdaj je bil tist. Žled je posledica chemtrailsov. Take ne bilo, boste to slišali. Zdaj, Alkalaj je svoj čas to obdeloval in je najdel gensko spremenjeno hrano, ki je zelo obdelal, pa to segrevanje. Tam pa ni globalno segrevanje, pa on je rekel, da niso teorije zarote, ampak preprosto zavajanje. Zavajanje, Nasrali so, že 10 let nazaj o tem pisal. Ampak pisal je Alkaj o koruzi, gensko spremenjeni, in so jo spremenili, seveda, krompirju, debelejši. Več ljudi se je najedlo, zaradi gensko spremenjenih organizmov hrane se je lakota na svetu znižala. Ampak to, če mi gensko povečamo nek sadež, jagoda iz takole na takolo, to ne pomeni, da če mi to pojedli, da bomo raka dobili, ampak to pomeni, da smo z ene jagode najedli. In gensko spremenjeni organizmi z genskimi mutacijami so kaj naredili? Najedli so svetovno populacijo. Sitost se je povečala, oziroma lakota zmanjšala. In zdaj teh teorij zarote vezanih na gensko spremenjeno hrano je, cvetni prah, ubija metulje, je ena od teorij. Bombaž, gensko spremenjen bombaž je povzročil samomore v Indiji, delavcih na plantažah, to so nebulože, da glava peče. Indijski kmeti so delali samomore zaradi bombaža, ki je bil gensko spremenjen. Pa soja, ki je povzročila smrt podganih mladičev, pa take neumnosti. Mišo Alkalaj vse to demantira, argumentirano. Namreč fora je, da gensko spremenjeni organizmi spreminjajo DNK, pa vplivajo na možgane, na raka. Tako kot, cepljenje. Cepljenje ima ambicijo za znižati svetovno populacijo. Pa 5G tehnologija tudi in seveda ta koronavirus, ki je bil načrtno ustvarjen, je najbolj aktualna, poveže se ga s 5G tehnologijo, ki je bila tam v Wuhanu tesno, preko tudi uporabljena ta 5G tehnologija, ampak ne samo v Wuhanu, posod po svetu, torej na mnogih koncih sveta. Tam nekje so ene ptice pomrle ob nekem oddajniku in pa so pa secirali tiste obdukcijo delali, so pa požrle nekaj tazga, ampak to so 5G, to je valovanje, škodljivo. Škodljivo je, če mikrovalovko vključiš na 1000-krat večjo moč, kot je sicer te frekvence, ki so. Mislim, jaz se ne spoznam na frekvenci, ampak vem pa, komu moram zaupati. Neodvisnim raziskovalcem, znanstvenikom, ne pa šarlatanom. Ker te šarlatani, te pojma nimajo valovanju. Če boste gledali v Sloveniji, kdo se s tem ukvarja, to je ten Gregor Kos, politolog, FDV-jevc, kaj boš ti kaj vedel o fiziki. Dobiš vas tam iz Kemiškega inštituta, znanstvenika Huša, Matej ali kaj je Huš, ta je pa v nulo vse razložil, mislim, ko bi rekel, da veš, da je tudi voda škodljiva, če je ukrop, če se poliješ s kropom, daš roko v ognju ukrop, ti jo zažge. 5G, mikrovalovi v mikrovalovko, če greš noter 1000-kratna moč,
te svre, seveda, ampak to pa ni škodljivo, tako kot voda ni škodljiva, če jo piješ normalno, 200 stopinsko, ali pa 4, ali pa 30, ne pa 1000 stopinj, oziroma 100 stopinj, ne, pa se popečeš, ne, voda ni škodljiva. Nekaj podobnega znanstveniki tako govorijo, je s tem 5G tehnologijo. Zdaj to 5G tehnologijo povezujejo tudi s tem COVID-om, češ da je to vse povezan. Ti konspirologi, ne, zarotniki vam točno povedajo, kako, ne, mislim točno. Bluzijo, ne, to imajo nanašalne blodnje, se tem reče. Nanašalne blodnje, in Freud je govoril o nanašalnih blodnjah, govoril o grotesknih teorijah, o bizarnih teorijah, ne, in jih je povezoval. Ne, zdaj pa to dobro poslušajte. Povezoval je vse te občutke z nekimi psihološkimi temelji, ki se otroku naredijo v tem odipalni fazi. Veste, oralna faza, analna faza, falična faza. V tej falični fazi, pri 3 letih do 6. leta, se otrok začenja soočati z anatomijo genitali. Sprašuje se, ali ima mamica lulčka, to se Freud piše, ne? Mami, imaš ti tudi lulčka, in upelje v tem pismu, sicer Firstu, ta je spis o seksualnem razsvetljevanju otrok, je pismo, odprto pismo Firstu, enemu uredniku, zdravniku, in Freud polemizira, da se otrok ne sme zavajati v povezavi s tem, z anatomijo genitali, ne, mamica ima lulčka, ja, pa še tam, ja, mamica ima lulčka, tam mali Hans, ne, ko to sprašuje, upeljuje tudi malega Hansa, ki ga je prej, že 2005 obdelal, ne 2005, 1905, pa pismo pa 1907, pa o infantilnih seksualnih teorijah, je pa iz 1908. leta. Ne. Mali Hans je ključen otročiček, ki se je zanimal za anatomijo genitali in ga je tudi zanimalo genitali lastnih in nasprotnega spola. Ne. Zanimala ga pa je in vsakega otroka, kako na svet prihajajo otroci. Ne. In to je ključna dilema, misel, ki otrok intenzivno misli, se pravi, 2 temi sta, Freud je obe izpostavil, odkot razlike v genitalijah, ne, zakaj deklica tam nekaj nima, jaz pa imam, pa odkot na svet prihajajo otroci, ne. In svoj čas, v Freudovem času so pač flancali otroke, da jih štorkla prinaša, zdaj so pa mogoče pa starši bolj suvereni pri podajanju resnice, pa celo nekako to povedo po vinkih, ker staršem je malo neroden, nekomu pa ni, če svojemu otroku nekaj govori. In otroku tudi ni fajn preveč detaljno vse skupaj razlagati. Ampak hec pa je, ne, tudi Freud je v tem govoril, da otrok sam intenzivno razmišlja od tega, kako otroci, kako zdaj to v trebuh pride, ne, ker zdaj te štorkle ni več, včasih je bila štorkla, otroci so bili totalno zbegani, ker so vedeli, da ni štorkla, ker ni nobenih dojenčkov tam v nekem jezeru, jih štorkla šla, ne, pa so rekli, ej, kako pa kuška mehna, on se pa skotijo, ne. To so otroci bili sami pametni. Avtoritete starševske so jih nekoč zavajale, zdaj jih tudi, ne, mnoge zdaj tudi zavajajo. Ravno povezavi, kako otrok pride na svet, ali pa kako pride v materin trebušček, kaj to not zraste, iz česa, iz semena, kako, ne. Otrok si beli glavo, ampak ne samo na to temo, jaz sem odkril še eno temo, pa Freud ne govori o tej temi, namreč gre za zavajanje odraslih kot prvih avtoritet, ki imajo svoje simbolno nasledstvo v odraslosti, v obliki nekih novih avtoritet, vlade, vrhovna neka avtoriteta, pa so tukaj vsele v teorijah zarote, iluminati, masoni, to so prostozidari, ne, FBI, CIA, ameriška vlada ali pa vlade to skrivajo, ne, nekaj
in sploh nekaj, kar je nasledek prvih avtoritet, ki smo jih kot otroci doživljali, ko smo hoteli biti seznanjeni z nekimi resnicami, vezanimi na prihajanje na otrok na svet, anatomijo genitalij, pa nekaj, kar jaz dodajam, kar Freud ni, sem prej omenil, Dedek Mraz, Božiček, Miklavž. Jaz se spomnim, kako sem jaz flancil svoje otroke, enega še posebej, ta starejšega, in ta starejši je razlagal, da ne more zdaj to čez okn ptički prinesti darila, ker so premehni, ne more tukaj težka darila. Pa kočija ne more ptički kočijo dvigant. To je meni razlagal, jaz nisem od muke vedel, kaj bi, Dedek Mraz, bolj sem ga flancil, bolj je bil vesel, ko so darila prišli, bolj sem jaz užival. Ampak na tem flancanju, je on gradil opozicijo in se meni zoprstavil svojo idejo. In imel prav, jaz sem ga flancal. In ko je on doživel, recimo moj otrok, pa otroci, ko doživijo, ko spoznajo, da jih avtoritete naflancavajo, imajo ta fundament potem idealen pripravljen, da ko pride nekaj skrivnostnega, nekaj v meglo zavitega, temnega, nedorečenega, se mu vzpostavi, ko vlada nekaj reče, da cepljenje pa ni škodljivo, on a priorno zoprstavi se avtoriteti, ki tam nekaj, kar je spolsko, nepojemljivo, da se štrikat, da se natolcevati strani avtoritet. Imamo mi pa občutek, tisti zarotnik občutek, da nas ravno te avtoritete, vlada, masoni, ko se želijo iluminati, svetovni voditelji, zavajajo. In ta občutek je tako močan, zarotniki dajo roko v ogenj, da je cepljenje škodljivo. Roko dajo zelo v ogenj, da so Kitajci naredili ta COVID, pa jim je pobezlal zato, da bi zmanjšali populacijo starih ljudi, ker stari zdaj umirajo. Ali pa so to Američani jim dali zato, da je to neko tiho orožje, kot harp, recimo, ali pa chemtrailsi, zastrupljajo ljudi. Nekaj takega je skrivnostnega, kar ima neke lukne znanstveni, ki imajo nedorečeno, in pol zarotniki pol pa zamašijo, ker notreno mašilo, tako, njim povšeči, da lahko kontrirajo uradni znanosti in doživijo ugodje. Zdaj sem vam pa jaz dokazal, da vam jaz prav, ne pa vi. To je paradigma iz otroštva, Niste vi imeli prav, Dedek Mraz ne pride skozi dimnik, ga ne prinesejo ptički, ampak ste nas naflancali. Jaz sem vedel, da so starši Dedek Mraz, Oni so pa rekli, ne, so skozi lagali, avtoriteta je lagala, vlada laže, to je ta simbolna paradigma. In Freud je okvirno nastavil v teh spisih, da starši s tem, ko zavajajo, ko posedujo neke resnice, govorijo o prihajanju na svet otrok, jaz sem povem, da je še kakšno drugo vrste zavajanja, tudi Dedek Mraz pa tako naprej, Božiček, Miklavž, starši suvereno zavajajo, otrok pa potihem je pa bistveno bolj pameten, kot se mi mislimo. In kaj pa otrok s časoma goji to svojo opozicijo avtoriteti, staršem, in pol s časoma spozna, da je imel prav. In to paradigmo on simbolno podoživi v teh, spolskih situacijah, nedorečenih. Njegove teorije so sicer bizarne, ko on zamaši. On ima ključne neke informacije, že ima. Potem pa, tam, ki je pa nedorečeno, pa on uturi noter svojo interpretacijo, bizarno, groteskno, ampak sistem je pa pol inteligibilen, ima rep pa glavo. Zakaj so že Tita zamenjali? Zato, da bi kontraobveščevalna služba razbila Avstro-Ogrsko.
Avstro-ogrska kontraobveščevalna služba imela ambicije to razbiti in pa so na ruski fronti zamenjali, ne. Pa šok tukaj, kako bi ga zamenjali, mislim, zakaj takrat pa še ni bilo, niti Stalina ni bilo, ne, leta 15, ker to ta Todorović, recimo, najmočnejša teorija zarote, ne. Moj sogovornik v Faktorju, Turk, ne, je pa rekel, da leta 38, ne, 38 ga je pa Stalin zamenil za to, da bi komunizem razširil na področje Jugoslavije, ne. To je neka interpretacija, ne, ki je inteligibilna, je neko mašilo in človeški razum, vse te racionalizacije, uspejo to narediti. In zarotnik 100% verjame v svojo resnico. Zato, ker je kot otrok 100% verjel, da ima on prav, ker se je pa to izkazalo, on ima prav pri neki interpretaciji, odkot prihajajo na svet otroci, ne. Starši mu malo lažejo, ne, ker je to spolsko, pa sram jih je, tam ali pa ve, da je tu Lulček igra pomembno vlogo, je rekel mali Hans. Jaz vem, da Lulček igra pomembno vlogo, ko mamici trebuh zraste, pa pride noter bratec, sestrica. In pa se izkaže, ne, da ima prav, odraslosti pa sam čaka, ne, da se izkaže, da je teorija zarote v resnici resnica. Gre pa za bizarno teorijo. V to smer bi se dalo razvijati, nadgraditi te Freudove teorije. Meni je hudo, da to nekdo že prej ni naredil, ker te teorije zarote, še posebej ta s COVID-19, ne, tudi Trump, ne, to je bilo načrtno in zdaj ste ga nam vi dali, ne, da se bomo mi sesuva nam gospodarstvo, Kitajci so to za nalašč naredili, pa ganjajo tiste Azijate tam po celi Ameriki, ker je Trump Runkel to rekel, ne. In zdaj, če bi nek psihoanalitik, ne, če bi to Žižek rekel na CNN-u, teorijo zarote razložil, tako si jo jaz, ne, so bi razpetkovali v zvezde, ne, jaz mimo grede, ne, jaz grem to teorijo lahko, suvereno, razložiti kamorkoli, Oxford, Harvard, ok, se imamo malo probleme z angleščino. Ampak to teorijo mora svet osvojiti, zato da se bo sesulo te zarotniki, take nebuloze, cepljeni. Otroci morajo biti cepljeni. Ko bo prišel COVID-19, se bomo cepili, pa ne bo več pandemije. Ne pa ta tenisač, jaz pa ne bom se cepil. Djokovic, tam v zadru se je opalil s tisto korono. In zdaj mora nekdo razložiti, zakaj ima nekdo take psihotične občutke. To so psihotični občutki. Psihoterapija, psihoanaliza kot psihoterapija pa obeta, da če bi nekemu zarotniku razložili, zakaj on verjame, da gre za psihični konstrukt, ki je nastal v njegovem otroštvu, da gre za neko verjetje, ki je zgolj močan občutek, da ima prav, v resnici pa nima, ne, pa se mu še malo argumentira, pa se mu pa ta občutek, ko pride do uvida, razblini. In to je psihoterapevtsko, se ga da predrugačiti, ne. Se pravi, vsi ti slovenski zarotniki, pršah meni na kavč, popim pa jaz tole razložil, da so jih flancali celo otroštvo. O marsičem, ne. In so pa vedeli, da flancajo me, in pa se je izkazali, da so ga res flancali. No, vidite, ne. In zdaj ima strašanski občutek, da se bo na koncu izkazal, ne vem, da je 5G tehnologija totalno smrtonosna. Ne. COVID-19 je bil narejen umetno za to, da bi stare ljudi se pobili, pa da bi bila blaginja na svetu. Ali pa da bi s cepljenjem, ne vem kaj z otrokom naredili, ali pa da bi, ne, ta občutek se da po mojem prepričanju pozdraviti. Ampak ne, da tam en vodepster bol po neki Skype konferenci ali kakšen že Zoom, pa po Facebooku tole razlaga, ne da bi šel to na univerzo razlagati. Ponedeljek prejšnji je bil tednik, vsi so govorili, ne, moje teorije, ne, vse ni treba, da to jaz povem, ampak nekdo bi to mogel, ker tisti gosti, nekateri so pa vedeli, da jaz sem psihološko razložil teorijo zarote.
Vedeli so in so se spraševali, ja, kje pa zdaj to Vodeb s to svojo teorijo. Ne? In ona Aščič, ne, Vodeb pa ne. Ja, pa jaz ne vem, kako sam sebi govorim. Jaz upam, da sem razložil tolo teorijo zarote, približen. Zdaj, če ima še kdo kakšno vprašanje, izvolite.